Nemogoče je imeti zdravo hrbtenico z neporavnano medenico. V tem videu ti bom pokazal najboljšo vajo za poravnavo celotne hrbtenice in morda s tem dokončno odpraviti to bolečino v hrbtu. Tudi če imaš hernijo diska, artrozo, išias in najboljše pri vsem tem je, da ta vaja vzame manj kot minuto. Naša hrbtenica nosi težo tako, da se uravnava na medenici. In čeprav na rentgenu izgleda tako, se medenica ne uravnoteži in se zasuka. In to neravnovesje medenice lahko celo povzroči krajšo nogo ali skoliozo. Začnimo tako, da ugotovimo, ali je tvoja medenica resnično zamaknjena ali ne. Če greš po liniji popka proti stranem, boš našel dve veliki kosti pasu, medenice ali kot jih imenujemo desni in levi iliakalni greben. Stopi pred ogledalo in opazuj, ali sta ti dve kosti na isti višini. Ali sta uravnoteženi, ali pa je ena stran višja, druga pa posledično nižja od druge. Če imaš težave pri tem, se preprosto ulezi na trebuh, naj bodo stopala zunaj postelje in prosi nekoga, da ti od zgoraj navzdol slika stopala. Opazoval boš, ali so stopala v isti liniji, ali pa je ena noga krajša od druge. Lahko primerjaš pete ali notranjo kost gležnja. Naj ti povem, to je eden tistih videov, ki jih shraniš, da jih lahko vedno znova pogledaš, ko jih potrebuješ in jih deliš z vsemi, ki jih poznaš in imajo bolečine v hrbtu ali tisto bolečino, ki se širi v nogo. Seveda. Zdaj ti bom pokazal, kako to popraviti, potem pa ti bom dal še dodatno vajo za krepitev, da se ta težava ne bo več ponovila, prav? Sedel boš samo na eni strani zadnjice. Na tisti strani, kjer je medenica nižje in je noga daljša, boš sedel na tej strani. Stran, ki jo želiš spustiti, ki je višje, jo želiš spustiti ali iztegniti nogo, bo ostala zunaj stola. Razumeš? Vaja je namenjena temu. Nižjo stran boš naslonil na stol, višjo stran pa boš raztegnil, prav? Mislim, da si bomo s to sliko to zlahka zapomnili. Obrnil se bom na stran, da boš lahko dobro videl vajo. Sedel sem samo na eno stran zadnjice. Stran, ki je obrnjena navzven, boš potegnil nogo nazaj, dokler ne začutiš prijetnega raztezanja na sprednji strani stegna ali največ tukaj spredaj pri kolku. Ta vaja ni namenjena temu, da greš do konca, prav? Ko začutiš razteg, tukaj ostaneš. Zdaj boš pritisnil z obema stopaloma hkrati. Zadrži 3 sekunde. In sprosti. To napetost za 3 sekunde in sprostitev boš ponovil 5-krat. Preden preizkusiš drugo stran, se malo dvigni, premakni se in opazuj, kaj se je spremenilo v tvojem telesu. Neverjetna je ta sprememba. Kot da bi medenico podmazal, kot da se cela hrbtenica sprosti. In če želiš še dodatno izboljšati, imam zate 2-tedenski program takšnih enostavnih vaj, ki jih lahko izvajaš doma in imaš vsak dan boljšo hrbtenico. Povezavo do tega programa puščam v opisu videa. Povezavo do tega programa puščam tudi v pripetem komentarju. Večina ljudi mora to vajo izvajati samo na eni strani. Lahko pa preizkusiš in vidiš, kaj se zgodi, ko vajo narediš še na drugi strani. Če ti to prinese občutek olajšanja, lahkotnosti in dobrega počutja, tvoje telo potrebuje ta gib na obeh straneh. Ah, moj bog, kakšna sramota. Zdaj boš potreboval metlo ali palico, da okrepiš vse mišice, ki uravnavajo medenico in ti pomagajo podpirati hrbtenico. Nasloni palico na eno stran telesa, dvigni nogo na strani palice in počasi, brez naglice, dokler ne povzroča bolečine, odmakni kolk stran od palice in ga pripelji nazaj. Ta vaja krepi srednjo zadnjično mišico, ko pripelješ kolk nazaj, in veliko zadnjično mišico, ko prepreči, da bi teža noge potegnila tvoje telo naprej. Naredil boš 3 serije, po največ 15 ponovitev na vsaki strani. In če čutiš bolečino na eni strani, ob strani hrbtenice, ali pa bolečina potuje v eno izmed nog, si oglej ta video, kjer govorim, da je lahko bolečina na desni strani, in ta video, kjer govorim, da je lahko bolečina na levi strani. Tukaj bom zaključil, veliko objem in se vidimo naslednjič.